Ko bereš to knjigo Za vse nas, ko ranjeno srce ponovno zažari, to je pač knjiga, ki se mi zdi, da je Bojan dal na tak način ven skozi besede vse, kar je pač sploh lahko gre skozi besede. Ko sprejmemo smrt kot sestavni del življenja, se je nehamo bati. Ni se nam več treba zavarovati pred nečim, kar je v osnovi dobro za nas. Vajina zgodba se začne, pa bom začela s tem res lepšim delom, čeprav, ko prebereš to knjigo, sploh ne moreš več deliti na lepo in grdo. Gre za oris življenja po preizkušnjah, po izkušnjah. Kaj se zgodi, ko izgubiš enega otroka, potem pa še enega, vmes prej še očeta, vmes sestro in kasneje v času pisanja še mamo. Če gledam iz strani razuma, uma, bi rekla, ne vem, kako sem to sploh lahko preživela. Še vedno mi dihata za vratnik, kar pomeni, da me še vedno spremljata. Izgubila so praktično vse, razen kar je, da so ostala midva ne. Neka sila te enostavno pa vrže te odkrivanje življenja. Vse mene. Je pa res, da sem se na določeni točki nehal upirati, ker če se ne bi, ni šans. Ni teorije. Razpadem. Pri takih globokih preobrazbah moramo začeti menjati vsa svoja prepričanja, vse zakoreninjene navade. Bistvo je sprememba perspektive, kaj življenje sploh je. Nič ni tako strašno, nič ni tako narobe, nič ni tako težko, nič ni tako brez veze. Vse je super. In ko enkrat je vse super, se življenje lepo odvija. Če preživiš. Če pa ne, pa tudi nič narobe, ker potem pa nič ne moti več, ne. Tako kot se lahko navadimo na trpljenje, se lahko navadimo tudi na radost. To je izjemno pomembno, ker nam odpira popolnoma nov pogled, ki ga do tistega trenutka nismo bili vajeni. Začeti se moramo privajati tudi na radost. Odločiti se moraš, da boš začel razmišljati drugače. Mi smo duhovna bitja in če z te perspektive gledamo življenje, so vse naše, tudi te ekstremno težke okoliščine, enostavno potrebne za naš razvoj. Dopustiti je treba, da začnemo čutiti. To lahko pa samo tako, da začnemo spreminjati svojo perspektivo. Ena največjih stvari, ki sem se jaz, bom rekel, v tej preobrazbi naučil, je, da svoje resnice ne odkrivamo, ampak jo ustvarjamo. Absolutne resnice ni, ker si vsak svoje ustvarja. In največji uspeh, ki ga lahko dosežemo, je količina notranje radosti, ki smo jo sposobni izkusiti v vsakem posameznem momentu.